Kaj so, mogoče bi nam lahko dala en primer, zato ker seveda zdaj smo v času, ko se ozračje ohlaja. Ne? Iz omar vlečemo debele odeje in v bistvu je the best time. Ja, v bistvu je dobra priložnost, da v tem času, ko se dnevi krajšajo, ko so vedno daljše te melanholične noči in iščemo neke naslove, ki nas bojo pomirjali, ne? Nam daš nekaj primerov, v bistvu, ki se jih lahko v bistvu lotimo kot žanr ijašiki. Recimo zdaj, ne, v tej anime sezoni je zelo popularen anime Frieren. O moj bog, hvala, da si to rekla, To imamo Juvana, ki nam potem vsak četrtek javi, ali petek, vsaj petek javi Frieren Day. Ne, mislim to, da čas tako lepo prikaže, kak traja, narava, vse ima svoj čas. Čeprav zadnja epizoda je malenkost vznemirljiva. Ja, samo zanimivo, ne. Na My Anime listi, ne, so od začetka imeli Frieren označen kot jaškej. Zdaj šel pa na zadnje gledat, ga pa ni več. Na Anime Planetu, pa če se spomnim, je še zmeraj. A je še zmeraj? Ja, tako da očitno so malo prekategorizirali zadevo. Mislim, predvsem zaradi tega, ker je vedno več akcije oziroma je tudi malo turbulentne. Ne vem, zdi se mi zdaj, ko so vključili veliko ras, ne, pravzaprav je tudi ta medrasna, v bistvu, medrasni konflikt nekaj, kar ne bi dal v ijašike a priori. Mislim, zdaj, ko si omenil medrasne. Ko si omenil več raz, pa jašike, sem se spomnil na tale, kaj že, na Ishizoku Reviewers. Ne, Dango, ne. Ana, še kakšen taki? Ja. Pa zdaj, ko smo se pogovarjali od tega, da ravno tem animeju je malo turbulentno, pa malo akcije, dejansko tudi jašike ima lahko to. Lahko ima to, ali pa depresivne teme, recimo The Last Girl Story je ena Ja, ta je dobra, Sangatsu no Lion. Ja, Sangatsu, moj najljubši. Moj najljubši anime, no, on pač ta je lahko pomirjujoč, ampak ni jašike. V bistvu je nek sport, drama, nekaj takega. Če želite imeti čist jašike, mora biti res samo dogajanje, nekaj se dogaja, večina izmed vas se bo tudi dolgočasila, verjetno pri teh animejih, ker ni dosti dogajanja, nekaj mineva, lahko je apokalipsa, ne, da lest, pač to, ki so meni naprej, ne, ker je apokalipsa, nič se ne dogaja, veliko je barov, zelo malo je glasbe, da res ti začneš razmišljati o sebi. Zanimivo, na ta aspekt nisem nikoli pomislil, ampak da te drži... Ne, da nisi preveč aktiven notri. Mislim, da glasba te lahko popelje, mislim, da imamo pač Brain to Quiet, da te določena glasba lahko popelje v spomine, ne? Da ni tam zunanjih držljajev, ne? Dejansko. Ja, čim manj. V bistvu oni to prikažejo z barvami, z naravo, s hrano in točno veš, kak je konec. Pri Frieren veš, da bodo pač ljudje umrli, ker ta pač... Ne, kaj? Dejansko veš, ker čas mineva in ona v bistvu bo šla naprej in se ne bo starala in vsi bodo umrli, se enih parih je že, ne? In v bistvu ta občutek, da se ti sprijaznaš s tam. Tudi to je. The Girl's Last Story je ravno tako, v bistvu govori o dveh puncah, ki ostaneta sami, konec sveta je, v bistvu na koncu boste verjetno umrli, ne boste nobenega našli, ne? Ampak ravno ta občutek, da se sprijazniš, ne? Nič dosti se ne dogaja, samo oni dve, ne vem, iščeta hrano, si kuhata, raziskujeta, ampak ni nič kaj tazga zanimivega, kot da bi enega opazovali, ne vem, vsak dan kaj dela doma. To sem se zdaj ful spomnil, Kojima je naredil svoj zadnji game dejansko na to temo. Death Stranding. Death Stranding je, da samo hodiš od točke do točke, da nosiš pakete. In igra je to, da ti samo hodiš in vidiš okolico. To je besedno to, kaj si zdaj govorila, da ni preveč stimulacije, ni preveč tega in se res zamisliš. Ja, sam traileri za Death Stranding so pa traileri morajo pokazati. Dojenčki tam nekje letijo, pa ne vem, se živo bojo, jaz tega ne grem igrati. Poskusi igrati. Torej z tega vidika jašike delujejo nekako v nasprotno smer kot večina drugih animejev, ki želijo vzbuditi točno določene občutke oziroma pritegniti tvojo pozornost. Ja, tukaj v bistvu ti si v tem stanju, nekaj se dogaja in čas mineva, ti opazuješ, kakor da bi bil na terapiji.
So kakšne študije na to temo, da dejansko vidimo fizične spremembe, da se mogoče olajšajo simptomi adikcije? Da so naredili randomized control trial za jašike. Ja, glej, nikoli ne veš, pa so MMR scan dali noter. Enim so dali Berserka, drugi so... Zdaj, teh študij za anime je zelo malo, ne vem, zelo malo jih jaz najdem, ker ponavadi pred predavanji berem res strokovne znanstvene članke. Ko sem jaz raziskovala ta žanr, vem, da je bil psiholog, zdravnik, ki je analiziral eno knjigo, ampak nažalost se ne spomnim ne imena, ne knjige, ampak ta knjiga opisovala, mislim, da eno oseb oziroma en hotel je bil, kjer so ljudje hodili spat. In so imeli razne težave. In on je analiziral in gotovo, da ljudje, ki so bili, ne vem, samomorilni ali pa imeli depresijo, so v bistvu, ko so brali knjigo, jim je bilo takoj boljše, ker v bistvu so razmišljali o sebi, se pomirili, tako da so neke blage študije, ampak, kakor pravim, dosti jih ni, ali pa so v japonščini, niso prevedene, da so omenjene v kakšnih znanstvenih člankih. Tako da redko se... Tudi jaz, ko se z drugimi psihologi pogovarjam, sem včasih zdi, da sem edina na tem področju, me to zanima. Torej psihologija animejo in mank. Zdaj, mene zanima, če bi se strinjala z naslednjo trditvijo. Zdaj, začetek jašikev je precej ambigiozen. Težko je reči, ne vem, prvič smo definirali ta žanr ravno tega leta. Kdaj je šla Arya The Animation? Mislim, da je Arya že v 2000. Takrat se je začel. Mnogi